Načrt je imela ekipa Varno shranjen v šolski omarici. Da bi se lahko prepričali o njegovi dolžini, so ga mladi ustvarjalci razvili kar na šolskem hodniku. Prava razsežnost načrta se je pokazala ob zadnjih metrih razgrnitve, saj je bil hodnik skoraj prekratek. In kot se za rekord spodobi, so načrt tudi izmerili. Ustavili so se pri dolžini 32 metrov in nekaj centimetrov. A pojdimo najprej k zamisli, ki se je porodila ob spoznavanju svetovnih rekordov. Smo malo pobrskali in smo si izmislili, da bi iz tiste risbe lahko naredili načrt, ki bi bil dolg 1 kilometer. Začeli so z risanjem rudnika, s pomočjo njihovega načrta pa lahko spoznamo tudi naftne ploščadi, elektrarne in tovarne. Pa smo se odločili, da bomo naredili tovarno zlata pa rudnik, potem smo pa to speljali, da zdaj to zlato po svetu potuje, pa tudi kakšne druge dežele smo risali, pa izmišljene gozdove. Smo končali načrt pri enem gozdu Gorozem, ki bi naj bil v Avstraliji in zdaj bi naj bili zarisani v Avstraliji. Včasih nam je tudi zmanjkalo idej, pa smo kaj po knjigah pobrskali ali pa smo si kaj izmislili. Ta vetrnica pa je prišla po ideji zaradi elektrike, zato ker nismo imeli nikjer kaj takega, ki bi proizvajal elektriko. Potem se je pa Jakob Čerič odločil, da bo tukaj taka stara vetrnica, ki so postavili eni zelo bogati ljudje, da bi zaslužili milijone. Pri ustvarjanju so jim na pomoč priskočili tudi drugi sošolci. Rad rišem, pa sem jim pomagal. Večino dela so opravili v prostem času, med odmori in v popoldanskem varstvu. V tem razredu imajo otroci zelo veliko idej, zelo veliko domišljije, sploh pa jih druži raziskovalni duh. Meni se je zdela ideja, ki so jo razvili sami otroci, odlična. Ekipa se je odločila, da bo z novim šolskim letom delo nadaljevala. Kdaj bodo potolkli tudi svetovni rekord, pa ostaja njihova skrivnost, še dodajajo.